Zunanja politika je ena taka stara dama. Stara dama z vidika, da protokol, ceremonial in diplomatsko udejstvovanje šteje. Ti lahko vse to poveš na eleganten način, brez da se dereš, brez da se tuliš. In mislim, da je to Tanja Fajon odlično počela in to je mimogrede torej tudi Anže Logar ugotovil in je tudi dal pripoznanje glede tega. Ne? Se pravi, pridružujemo se tožbi zato, da neizpodbitno ugotavljamo, ali je do tega prišlo, ne izjasnjujemo pa se kot država, ali je genocid ali ne. In ta spretnost je umanjkala in ravno zaradi tega sem potem sam razmišljal tudi o Hrvaški kot paraleli, kjer imate Andreja Plenkovića in Zorana Milanovića. Plenkovića, ki je seveda modern evropski konzervativec in absolutno ne želi slišati nič glede tega in bo absolutno tudi vse pospravil v predal, in Milanovića, ki s funkcije predsednika države lahko te teme odpira. Zelo podobno, kot je to pri nas storila Nataša Pirc-Musar. Funkcija predsednika države tu je, da lahko nekaj reče na glas, kar politična elita, ki vodi ministrstva oziroma vodi vlado in je v operativnem smislu, ne sme. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, to je Večer za vikend, jaz sem Miha Dajčman in to je daljša različica, bolj sproščena našega dnevnega podcasta. In po dobrem letu, že eno leto izdajamo ta podcast, je z nami tukaj znova docent dr. Faris Kočan, politolog, raziskovalec, profesor na katedri za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Zdravo, Faris. Zdravo. Vesel sem, da nisi rabo priti iz Ljubljane. Da nisem rekel živja. Ja, prej smo z Jonom, Jon Knez je naš sodelavec, ki se dosti ukvarja z zunanjo politiko in smo naredili en briefing, ker vseeno ni to moje čisto povsem domače področje, ga spremljam, ampak Jon je pa specialist in smo naredili kako se temu reče, simulacijo tega najinega pogovora, ne? In ko sem seveda napovedal tebe, pač Jonu, ne? Je rekel živjo, ne? Tako da je napredek, ne? Ja, videl sem, kako zdravo. Koliko let Maribor zdaj? Ja, zdaj že v bistvu, 4 bo. No, čestitam. Tako da evo, mislim, da počas se bom naučil jezika. Vemo, da izjemno lepo argumentirano in predvsem vsebinsko polno govoriš in tega si obetamo tudi tokrat. Še vabilo, da se na podcast naročite na vseh platformah, ki ponujajo ta naš podcast in ga ocenite, predlagate morda goste, seveda pa tudi za kritike smo jim naklonjeni, tako da kar dobrodošli. Faris, najprej za začetek, dnevi po volitvah so v Sloveniji. Kako podrobno spremljaš ti koalicijska pogajanja, koliko časa svojega nameniš za to, vseeno si politolog? Pa jaz mislim, da za nekega povprečnega državljana verjetno relativno veliko. Ne vem zakaj sicer se raje ukvarjam z zunanjo politiko pa z mednarodnimi zadevami, ampak se mi zdi, da je dobro, da se pogovarjamo tudi o teh stvareh, da nekako tudi skušamo razmišljati širše. Pa da vidimo, kaj v bistvu vsi govorijo na vseh straneh. Ena stran je seveda tisto, kar je pred kamerami in to, kar lahko spremljamo tudi v Večeru, pa na RTV in ostalih. Druga stvari so pa potem interpretacije političnih analitikov, zato da dobiš nek strukturni presek tega, kaj se zares dogaja. In kakšne so tvoje napovedi? Kaj se bo zgodilo? Ali je to res nemogoče v tem trenutku, ko imamo takšno razdelitev na polih s temi mandati napovedati karkoli? Ja, jaz mislim, da kristalne krogle še nimam, ko bi vsaj imel, bi vedel, kaj pa staco moram, ampak zdi se mi, da bo izjemno zahtevno. Izjemno zahtevno tudi zato, ker so vkopane pozicije. Verjetno zdaj gre za začetna odtipavanja, tudi da se vidijo, kje so tiste ključne omejitve ali pa maksime, do kje lahko določeni akterji gredo. Vsi imajo svoje osebne zgodbe, ne samo politične zgodbe, tako da je potrebno tudi ta nek nacionalni interes ali pa vlado narodne enotnosti misliti znotraj nekih osebnih interesov, znotraj osebnih značajev posameznikov in pa tudi osebnih zamerin. Mislim, da bo to pomembno odigralo tudi kakšna koalicija pod kakšnim pogojem in kdo jo bo sestavljal na koncu. Omenil si vlado narodne enotnosti, je bila ta omemba te vlade narodne enotnosti zlorabljena strani Roberta Goloba, mislim, se ti je zdela primerna? Ja, zdaj tu v bistvu, če pogledamo, čemu so namenjene so ponavadi krizam. Zdaj, če razmišljamo o Bližnjem vzhodu kot o hudi krizi z energetskimi hudimi posledicami, inflacije in ostalimi gospodarskimi krči, ki bo Evropa absolutno doživela, potem absolutno lahko to razmišljamo. Ampak lahko pa tudi potem pogledamo drugo plat tega kovanca in rečemo, da smo se prešteli in smo ugotovili, da nimamo dovolj glasov in potem znotraj strateškega konteksta, ki obstaja, skušamo nekaj iz tega narediti. Zoran Stevanović je po volitvah napovedal, da si želijo 3 ministrske mandate.
to je tudi ena Ionova, da te izzovem, si predstavljaš Zorana Stevanovića kot zunanjega ministra. Ne? Mislim, da se niti on sam sebe ne predstavlja kot zunanjega ministra, pa ne zato, da ne bi bil sposoben ali pa kakorkoli, ampak tudi recimo na teh njegovih soočenjih, ko je bilo tisto kratko vprašanje o zunanji politiki in tako, ni kazal, da bi imel zelo jasno izdelano on osebno stališče do zunanje politike v odnosu do vseh ostalih vprašanj. Tako da se mi zdi, da če bi prišlo do tega, bi verjetno komu drugemu znotraj resnice prepustil. Tu mislim, da bi bil kakšen doktor Neven Polajner, ki je znotraj resnice se ukvarja veliko bolj svetovno politiko in mislim, da ima tudi bolj jasno izdelana stališča glede tega. Če bi prišlo do tega, da bi resnica bila del koalicije, mislim, da Stevanović ne bi bil niti sam pri sebi prva izbira, bi ponudil torej nekomu znotraj resnice, v tem primeru torej dr. Polajnerju. Tako vsaj intuitivno se mi zdi, no, glede na bazen ljudi, ki je izpostavljen pri resnici in bazen ljudi, ki zmore določene stvari delati. Dr. Polajner je sicer doktoriral tudi na FDV-ju pod mentorstvom Igorja Lukšiča, se dosti ukvarja z svetovno politiko, zunanjimi odnosi, tako da mislim, da če so izdelana stališča, ki je pri resnici glede zunanje politike, je to on. Ok, nisem poznal osebe, tako da hvala, da si nam predstavil tudi to možnost, ampak sicer, ne, zdaj smo to zelo na prvo žogo Zorana Stevanovića tukaj omenili, ampak kakšnega zunanjega ministra Slovenija potrebuje v naslednjem mandatu, glede na vso dogajanje na svetu v tem trenutku? Mislim, da predvsem takega, ki bo imel v bistvu v odnosu do vlade dovolj avtonomije ali pa zaupanja, da bo lahko konsistentno vodil zunanjo politiko. Zdaj v zadnjih 4 letih se nismo pretirano ukvarjali s tem, kakšne so dinamike pa gabariti odnosov med koalicijskimi strankami, ampak kar pa me je recimo kot nekoga, ki predava mednarodne odnose ali pa se ukvarja s svetovno politiko, zmotilo je to, da imaš ministra za zunanje zadeve, v tem primeru ministrico za zunanje zadeve, ki se leto in pol intenzivno ukvarja z odnosi z globalnim jugom, leto in pol gradi koalicije z zalivskimi državami, v bistvu zastavlja glas ne samo svojem, ampak tudi Republike Slovenije. Vlada ji daje na deklaratorni ravni to podporo, potem pa, ko pride do ključnega trenutka, zatajimo. To mislim, da je izjemno zahtevno, ne samo z vidika reputacijskih idej Slovenije ali pa škode, ki je bila narejena v tem kontekstu, ampak tudi do ministrice, ki je dejansko ogromno časa, svojega energije, volje, telefonskih klicev in pa ne nazadnje davkoplačevalskega denarja porabila za to, da je Slovenija imela v tem letu in pol konsistentno zunanjo politiko usklajeno, torej z Varnostnim svetom Združenih narodov, z alivskimi državami, ki so partnerice Zahoda, če želite, in pa ostalimi partnericami globalnega juga. In tu mislim, da je izjemno težko za kateregakoli ministra, da na koncu, ko vloži toliko sebe v to, toliko države, če želite v to, da jo enostavno povozijo. Govore torej zdaj govoriš tudi o tožbi Mijara proti Izraelu. Zakaj je prišlo do tega preobrata, koliko si že uspel analizirati, izvedeti, moče kakšne podrobnosti ozadja? Ozadje nisem izvedel, nisem tako pomemben ali pa del teh struktur, ampak lahko pa raziskovalno v teh stvarih razmišljam in tudi v vsaki stvari pristopim raziskovalno, torej več vprašanj kot odgovorov. Mislim, da je bilo za mene tista nulta točka ali pa izhodiščna točka predvsem izjava ministrice Tanje Fajon po neuspeli pridružitvi tožbe, ko je dejala, da je šlo za vprašanje nacionalnega interesa. Zakaj to govorim? Zato, ker je bilo čutiti frustracijo v njej, žalost in jezo, tudi zaradi tega, ker 2 leti smo prej rekli, se s tem dejansko intenzivno ukvarjala, gradila koalicija mostove in je ta prva reakcija nekako tudi najbolj čustvena, če želite, najbolj neracionalna reakcija v sicer racionalni ministrici, ki je izjemno spretno krmarila med temi interesi. In tista točka je potem bila, ko smo se začeli vsi spraševati, kaj pa so torej ta nacionalna varnost, ogroženost in tako naprej, in smo potem prišli do odgovorov, da smo imeli leta 2021 kar nekaj sporazumov, obiskov, recimo v Tel Avivu, kjer smo se dogovarjali za določene pogodbe na področju kibernetske in digitalne varnosti, tako da lahko potem znotraj tega ta kontekst osmislimo. Potem pa smo začeli že iskati razloge in pa na nek spin, strateški spin, zakaj se temu nismo pridružili. Ena izmed teh predvolilnih soočenj, mislim, da na največji komercialni televiziji, ko smo imeli torej prvaka obeh strank, ko sta se soočila, je bil odgovor njegov, češ nismo se temu pridružili, zato ker ne želimo izraelskega naroda označiti kot genocidnega. In takrat sem jaz zastrigel z ušesi, predvsem kot nekdo, ki se s tem ukvarjam, in sem rekel, če je to razumevanje
mednarodnega kazenskega sodišča v odnosu do meddržavnega sodišča, če je to razumevanje tranzicijske pravičnosti, potem je bolje, da nismo pristopili zares k tej tožbi, ker mislim, da je to pljunek v obraz vsakemu, ki na tej ravni dela in se na tej ravni prizadeva za to, da dejansko ugotavlja krivdo oziroma omejevanje, preprečevanje zločina genocida na politični in pa na vojaški ravni. Tu je potrebno poudariti. Takšni argumenti, torej, da nekoga ukveriš kot genocidni narod, so argumenti, ki ga uporabljajo v Balkanu oziroma v balkanskih državah. Balkanski predsedniki politične elite, ki skušajo to v bistvu predstaviti, da delegitimirajo ta sodišča. Zato me je to še toliko bolj prizadelo, z ozirom na to, da je v Sloveniji ogromno znanja na tem področju. Ne nazadnje imamo tudi sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču. Slovenija je pomembna država tu, pa absolutno imamo torej tudi Srebrenico, izkušnje s tem in mislim, da vsi vedo, da nikoli ta sodišča ne iščejo krivca v narodu kot kolektivu, ampak iščejo posameznike. In pri tej tožbi gre pa predvsem za to, ali je država Izrael, torej politična in vojaška elita, naredila vse, kar je bilo v njihovi moči, da je preprečevala zločin genocida. Skratka, v nobeni točki se ne bi ugotavljala nobena odgovornost izraelskega naroda, ki te odgovornosti nima. O tem je tudi Janez Janša v bistvu govoril, oziroma to spremembo v odločitvi vrha slovenske politike nekako izrabil tudi v svojo korist. Gremo še moče 2 tedna, 3 tedne nazaj, ko so se dogajali prisluhi, videoposnetki, ki so pač prišli v javnost, povezovalo se jih je z paraobveščevalno agencijo Black Cube, z Izraelci na čelu. Koliko lahko govorimo danes o tem, pač so podatki glede tega že kaj bolj znani, oziroma verjameš v to vmešavanje Izraelcev v notranjo politiko slovensko? Za Izrael bi imel kar nekaj razlogov za to, da se vmešava v slovensko politiko. Ne nujno toliko z vidika priznavanja palestinske samostojnosti in neodvisnosti, zaradi tega, ker oni to lahko v praksi osporava. In to osporavanje se dogaja na način, da uničujejo kakršenkoli možnost povezovanja palestinskih ozemelj in ta vidik jih ni toliko zelo, mislim, da vsaj prizadev. Bolj, kar pa bi jih lahko prizadelo, je pa naše postopanje v odnosu do Izraela, recimo nesprejemanje izraelskega veleposlanika v odhodu, pa dretje v mikrofon v Varnostnem svetu Združenih narodov. To so stvari, ki so vsaj bile precepirane za mene kot nek znak iskanja notranje političnih točk, v kontekstu tega, da imamo torej javno mnenje v Sloveniji, ki prevladujoče na tem, da to, kar vidimo v Gazi, je ali pa je bil genocid. In na ta način se v zunanji politiki ne postopa. Ne postopa se zato, ker zunanja politika je ena taka stara dama. Stara dama z vidika, da protokol, ceremonial in diplomatsko udejstvovanje šteje. Ti lahko vse to poveš na eleganten način, brez da se dereš, brez da se tuliš. In mislim, da je to Tanja Fajon odlično počela in to je mimogrede torej tudi Anže Logar ugotovil in je tudi dal pripoznanje glede tega. Ne? Se pravi, pridružujemo se tožbi zato, da neizpodbitno ugotavljamo, ali je do tega prišlo, ne izjasnjujemo pa se kot država, ali je genocid ali ne. In ta spretnost je umanjkala in ravno zaradi tega sem potem sam razmišljal tudi o Hrvaški kot paraleli, kjer imate Andreja Plenkovića in Zorana Milanovića. Plenkovića, ki je seveda modern evropski konzervativec in absolutno ne želi slišati nič glede tega in bo absolutno tudi vse pospravil v predal, in Milanovića, ki s funkcije predsednika države lahko te teme odpira. Zelo podobno, kot je to pri nas storila Nataša Pirc-Musar. Funkcija predsednika države tu je, da lahko nekaj reče na glas, kar politična elita, ki vodi ministrstva oziroma vodi vlado in je v operativnem smislu, ne sme. In Milanović skuša to odpirati sicer na svoj način, tudi za notranje politične točke, ampak predsednica države pri nas je pa to odprla na en eleganten način kot mednarodna pravnica, zaradi tega, da lahko ustvari ustrezen kontekst, kjer bi se Slovenija potem pridružila tožbi. Na zadnji dan, mimogrede, se je pridružila Nizozemska in Islandija, pa nikakršnega pompa tam ni bilo. Kaj šele, da bi njihove politične elite govorile o tem, da je to genocid, da je potrebno to narediti, kaj je potrebno vse narediti. Včasih je v zunanji politiki potrebno manj govoriti, manj iskati všečnosti navznoter in več storiti, ker izplen bi bil lahko enako dober, če bi Slovenija absolutno postopala tako, kot se postopa v mednarodnih forumih, kjer ti zagovarjaš mednarodno pravo, kjer zagovarjaš konvencijo o preprečevanju in omejevanju zločina genocida, kjer ti v bistvu govoriš o členih, kjer ti govoriš o tem, da je potrebno mednarodno pravo ohranjati zato, da ohranjaš družbeno predvidljivost sveta in vse to stori. Zdaj pa imamo situacijo, ko smo leto in pol tulili v vseh mednarodnih forumih, da je šlo za genocid.
tulili o tem, da bomo absolutno to naredili, potem pa tega nismo storili. To je nekonsistentno, to je nedržavotvorno in dejansko škodljivo za Slovenijo kot državo, članico Evropske unije, tudi začasno takrat nestalno članico Varnostnega sveta in za Slovenijo kot državo, ki ponuja roko globalnemu jugu. Tako da, če ni bilo intence ali pa namere, če smo vedeli, da imamo enostavno preveč prepletene interese z državo Izrael, bi ne smeli tega na ta način odpirati ali pa to z nekim bolj umirjenim tonom narediti. In v tem kontekstu je imel Izrael absolutno določeno idejo, kako bi to naredil, lahko bi tudi, da se maščuje. Kar se tiče Black Cuba, pa zadeva, to sem recimo tudi takrat že 14 dni sem se spraševal, ko sem tudi gledal njihovo spletno stran, absolutno vemo, kako se vmešavajo v Romuniji, na Madžarskem, tudi na Slovaškem. Ampak kar je bilo pa ključno, da imajo tudi pro bono primere. In ti pro bono primeri so lahko morda tista povratna zanka, zakaj nikoli morda ne bomo dobili odgovora v to, če je kdo karkoli to plačal. In se moramo samo pogovarjati, zakaj bi jim bilo v interesu biti prisotni tu. Leta 2024 smo imeli torej tudi vprašanje, kam prestaviti slovensko veleposlaništvo in absolutno imamo politične opcije v Republiki Sloveniji, ki bi bile pripravljene prestaviti veleposlaništvo slovensko iz Tel Aviva v Jeruzalem, s tem priznati torej Jeruzalem kot prestolnico Izraela in to je veliko bolj pomembno za Izrael, kot pa to, da priznamo Palestino, ker Palestina v praksi lahko ne obstaja. To počne Netanjahu izjemno, ne samo s tem, da absolutno je eden izmed sokreatorjev Hamasa. Hamas ni bil ustvarjen samo zato, da bi teroriziral, ampak tudi zato, da bi preprečeval potencial neke enotnosti palestinske. Hamas je prisoten v Gazi, s tem onemogoča prisotnost palestinskih oblasti, ki imajo torej sedež na Zahodnem bregu v Ramali, s tem se preprečuje kakršnakoli politična enotnost Palestine in če notri zarežemo še ključne apartheidne politike Izraela, ki so vezane na infrastrukturne projekte, vemo, da v praksi dobivamo luknečasti švicarski sir, žepke, nepovezanih infrastrukturnih potencialov, ki nikoli in nikdar ne morejo brez potem resne politične volje dejansko obstajati kot neko povezano palestinsko ozemlje. Tako da mislim, da ta priznanje Palestine ni bilo pol toliko problematično, kot je bilo problematično to postopanje. In tudi potem, če smo videli Netanjahova in ostale, ki so govorili, izgubili smo bitko za narativo, izgubili smo mlade tudi v ZDA, ki so se obrnili proti. TikTok je bil pomemben, tudi v ChatGPT je izraelska vlada vlagala za to, da skuša spremeniti trajektorij nekega diskurza glede Izraela. Tako da ti momenti pa so veliko bolj pomembni. In zato bi, mislim, da bi imel Izrael absolutno lahko interes, da to naredi. Je to legitimno? Absolutno ni legitimno, ker gre za vmešavanje v notranje zadeve. Vprašanje pa je, torej, ali je imel tudi pripravljenost v Sloveniji za to. Na nek način, če bi ne imeli takšne ljudi na položajih ali pa če se ti ljudje ne bi radi tako zelo hvalili, to je, mislim, da vprašanje za psihologe bi verjetno tudi manjši potencial bil, da bi te zadeve imele potem takšno zaslombo. Je pa potrebno to absolutno preiskati. Tu se strinjam s predsednico države, treba je dobiti neke jasne zaključke glede tega, zato da se ta zadeva zapre. To ni mala stvar, to je pomembna stvar, ne samo, da je vplivala na volitve v Sloveniji, pomembna je tudi z vidika neke samostojnosti, ozemeljske celovitosti in pa suverenosti Republike Slovenije. Zato je dobro, da se ta vprašanja razčistijo, da se krivce najde in da dejansko odgovarjajo za to, kdorkoli že to je bil, ali pa da ugotovijo, od kje so te povezave funkcionirale. Ker smo pri Izraelu, najbolj aktualna stvar, v ponedeljek je izraelska vlada sprejela zakon o smrtni kazni za Palestince obsojene zaradi smrtonosnih napadov. Kaj dejansko to pomeni, glede na to, da so številni voditelji Hamasa mrtvi? To pomeni, da bodo izkoriščali to kot strateški poligon, zato da tiste, ki ne bodo v skladu z družbenimi standardi države Izrael, lahko znotraj tega potem tudi poslali v smrt. Druga stvar, ki je pa pomembna, je pa ta strateška narativa. Se pravi, ne bomo, kdorkoli je lahko terorist in te teroristi bodo plačali v bistvu za ceno svojega življenja, zdaj imamo pa torej tudi institucionalno zaslombo. Je pa res, da tu se pravi Ben-Gvir in Smotrič in to je ta radikalno desna struja, ki Netanjahu je očitno zelo močno drži in mu dejansko tudi usmerja politično pot njegovo. Netanjahu je seveda ujet v svoje korupcijske škandale in išče dejansko politično in pa eksistencialno preživetje, zato je odvisen od teh skrajno desnih pogledov in ti skrajno desni
dajmo reči, politiki si na tem gradijo v bistvu potencial pred prihajajočimi volitvami v Izrael. Ne smemo tega pozabiti, te teme so za njih pomembne. Kdaj? V novembru, mislim, da so volitve. Tudi ta celotna vojna v Iranu je zelo pomembna iz tega vidika. Ne smemo pozabiti, da je Netanjahu skočil rating, takoj ko se je začela vojna, bi imel 30 poslancev v Knesetu, spravi za 4 do 5 poslancev izboljšal izid. Za te skrajno desne stranke, ki pa so do določene mere izgubljale na podpori, pa so takšni zakoni eksistencialnega pomena. Tudi če v praksi nikoli niso implementirani, to pustimo, glede tega dela se še ne moremo pogovarjati, ker bo verjetno tudi kakšna civilno-družbena gibanja so se že zbudila, bodo dali na sodišča, da preverijo legalnost teh določb, da je v skladu seveda z izraelskimi zakoni, ampak tu je ključno seveda, da oni sporočajo, da so to dosegli. Njihovi volivci niso neki liberalci, progresivni Izraelci, to so skratka tisti skrajno desni glasovi izraelske družbe, ki pa z Ben-Gvirom in Smotričem torej imajo recimo kar dobršen del Kneseta. Očitno pa zdaj še tudi idejno. Predvsem zaradi tega, ker Netanjahu zaradi svoje politične aritmetike je njihov talec. Videl sem te posnetke slavja v bistvu med politiki. Kakšno sporočilo je to? To je Ben-Gvir bil, ko je šampanjec delil, to je točno to. Se pravi, oni slavijo, zato ker so kot stranka, ki imajo radi te priseljence, naselbinska logika Izraela in torej to tudi slavijo nadaljevanje politike razčlovečenja Palestincev in to očitno en del, ne govorimo spet, to ni prevladujoči izraelski družbeno-politični dispozitiv, gre za žepke ljudi, ki pa to podporo dajo. Vedno je potrebno razumeti vsako družbo kot heterogeno in absolutno obstaja v vsaki družbi neka skrajnost, odvisno je, če ima na drugi strani ponudbo v političnem smislu in v Izraelu ima. Gremo še nazaj na kampanjo. Zunanje politike dolgo časa ni bilo na seznamu tem, o katerih bi se politiki pogovarjali, potem pa kar naenkrat tudi zaradi dogajanja v Iranu. Kaj ti je umanjkalo recimo v diskurzu slovenskih politikov, kandidatov v času kampanje glede zunanje politike? Zdaj, jaz sem dosti prebral od inštituta Geist, to so naši študenti, ki so v bistvu naredili več kot 100-stransko analizo, so se res angažirali in naredili resen tak prerez zunanje politične in so tudi politične akterje v Sloveniji spodbudili, da razmišljajo o zunanji politiki bolj poglobljeno, tako da v tem kontekstu mi je to bil izjemno dober nek smerokaz, v kakšni smeri ne bi se zunanja politika ali pa kako tudi stranke mislijo zunanjo politiko. Kaj mi je manjkalo? Manjkalo mi je, tako kot verjetno vsem, premalo poudarka na vsebini, ravno zaradi tega, ker si tudi prej sam rekel. Zgodil se je Black Cube, zgodil se je Izrael, zgodilo se je vprašanje notranjega vmešavanja in potem smo prišli na to klasično predvolilno zgodbo, kjer smo se obkladali s tem, kdo je bil, kdo ni bil, pod kakšnimi pogoji in je umanjkalo predvsem tega, kaj recimo storiti v kontekstu vojne, kako se pozicionirati v kontekstu do vojne, kaj narediti s strateškim partnerstvom ZDA, kako se v bistvu repozicionirati v odnosu do Evropske unije, razumeti soseščino, kaj počne ta soseščina, je zelo umanjkala. Mislim, da pri nas delamo pravzaprav, kot da soseščina na neke točke ne obstaja in to je zelo narobe. Tudi recimo imate zamejce, Slovence po svetu, ni nepomembna tema, tako da to so vse stvari, ki bi jih morali iz polja nekega senzacionalizma spraviti v polje normalne politike in to je ravno prostor zunanja politika, da se o teh temah dejansko pogovarjaš in skozi diskurz normaliziraš, da to ni izkoriščeno v neke instrumentalne ali pa varnostne namene, ampak dejansko nek strateški nacionalni interes Republike Slovenije. Tako da mi je več vsebine manjkalo, predvsem kaj bomo storili v odnosu do Evropske unije, ali bomo ohranjali to neko transatlantsko trdno zavezništvo, ki recimo trenutno je epitomizacija v tem so baltske države, pa vzhodnoevropske države zaradi agresije nad Ukrajino, ali gremo bolj v neko skeptično, če želite, ali pa bolj kritično držo v odnosu do Evropske unije, to, kar počne recimo Španija, pa kar počne Irska, pa kar počne določeni žepki v Evropski uniji, ki preoprašujejo naravo zavezništva transatlantskega, ali pa bomo ohranjali to neko, dajmo reči, hrvaško, francosko, nemško pozo, kjer v bistvu se malo skrijemo, ko se pride do nekih hudih rukarjev, potem pa gremo naprej. To je recimo umanjkalo, da vidimo, kaj si sploh želimo in na kakšen način prispevati k Evropski uniji. Dejstvo je, da se ta liberalni svetovni red, kot ga poznamo, ruši se zaradi transakcijskih politik, vseh velikih, ne samo Trumpa, tudi Putina in ostalih,
tudi šija, če želite. Skratka, prihajamo do konteksta, kjer ta pravila kot taka več ne omejujejo delovanja akterjev. Akterji iščejo predvsem, kako bi nagrabili več, se repozicionirali bolje v različnih tekmah, tudi tehnoloških. In kaj lahko Evropska unija v tem primeru naredi? Evropska unija je produkt liberalnega svetovnega reda. Evropska unija je produkt tega duha časa, kjer si v bistvu na pravilih utemeljen svetovni red imel in potem v skladu s tem postopal. Ko tega reda več ni, se potem začnejo vsi naravno ali pa vsi mi raziskovalci, če želite tudi ekonomisti, tudi Mojmir Vrak in ostali, ko razpravljajo o tem, se sprašujejo, kam gremo čez 5 let. Ne? Ker v bistvu, ko pride do razpada liberalnega svetovnega reda in države postajajo vse pomembnejše v odnosu do mednarodnih organizacij, je potem vprašanje, ali gre Evropska unija v smeri večje integracije, torej bolj proti neki državi, ali pa bo čez 5 let popolnoma povampirjena frankensteinovska tvorba, kot je recimo Svetovna trgovinska organizacija, kjer multilateralizem zamenjuje plurilateralizem in ta plurilateralizem dejansko inherentno uničuje funkcionalnost organizacij. Mislim, da so to vprašanja, ki so manjkala v Sloveniji, da bi tudi vedeli, kako se bo slovenski zunanji minister ali pa ministrica s temi vprašanji ukvarjal. Kaj je prispevek Slovenije? Če je prispevek multilateralizem, na pravilih utemeljen svetovni red, predvidljivost nekega družbenega okolja, potem bi bilo dobro, da bi imeli tudi skristalizirane glasove znotraj političnih strank, zato da bi Slovenija to v Bruslju tudi zagovarjala. Mislim, da imajo male države to veliko prednost. Mislim, da lahko te teme veliko bolje odpiramo kot recimo Francija, Nemčija, Poljska, ki imajo drugačne vrste interesov. In tu so tisti potencialni žepi, kjer lahko evropska integracija kot taka gre naprej. Ampak gre pa lahko naprej samo z državami, ki so manj obremenjene v odnosu do vseh teh nekih transakcijskih politik in pa dejanske realnosti, ki se odvija na ravni Evropske unije. Potrebuješ pa vedno kritične glasove. Lahko si konstruktivna opozicija, če vzameva recimo besede predsednika resnice. Če se vrnemo še na ta čas pred volitvami, se ti zdi, da mogoče stranke, pa politični akterji v Sloveniji o zunanji politiki ne govorijo, ker ne verjamejo, da bi tam lahko nabirali točke, dokler ne pride do neke krize, neke vojne, nekega dogajanja, ki je pač potem kar naenkrat na vseh naslovnicah medijev po Sloveniji, pač so do tistega trenutka distancirani od zunanje politike, vsaj v nekem javnem diskurzu. Drži. Zunanja politika je relativno razumljena kot neka čudna, vzvišena, visoka politika, s katero se ukvarjajo neki diplomati, ljudje, ki so politično korektni, ki veliko govorijo, ne povedo nič, in znotraj tega konteksta se zdi, da se vsi otepajo te zunanje politike. Ampak ključna funkcija zunanje politike je zagotavljanje blaginje državljanov. In znotraj tega se je zunanjo politiko potrebno utiriti. Se pravi, kaj drugega so odpiranje poslovnih vezi, ekonomske delegacije, diplomatsko-konzularna predstavništva. To so teme, ki se dotikajo vseh nas v globaliziranem svetu še toliko bolj. Slovenska zunanja politika bi se lahko v skladu s tem, da zagotavlja blaginjo, neke nove priložnosti, potenciale za ljudi, ukvarjala tudi s tem, in mislim, da je čas, da lahko tudi na ta način to utirimo in usmerimo, ker se strinjam povsem s tabo, vedno rečemo, mali smo, nepomembni smo, zakaj bi se s tem sploh ukvarjali, s tem se veliki ukvarjajo, mi pa potem samo prenašamo. Dejstvo pa je, da je slovenski družbeno-politični dispozitiv ali pa javno mnenje objektivno drugačno, zelo kritično je, recimo v primeru Izraela, tudi v primeru Rusije. In to so tisti potenciali, kjer bi lahko Slovenija ravno zaradi tega, ker ima legitimnost v notranji javnosti, določene zadeve drugače odvodila, drugače odpeljala. Ampak dejstvo pa je, da se ljudje ne želijo v zunanjem političnem prostoru na tak način udejstvovati, da bi jo dejansko zvedli na neko vprašanje ekonomije, vprašanje multilaterale, vprašanje nekega mednarodnega prava. Ampak vse te, tako kot si sam rekel, vsi ti žepi varnostniki nastajajo, vse te krize humanitarne, vojne, križna žarišča, v bistvu odpirajo potencial, da se o zunanji politiki pogovarjamo širše. Ne samo o tem, kako bi se mogli pozicionirati do Irana, ZDA, kaj bi mogli narediti, ampak da znotraj tega razmišljamo tudi o tem, kam želimo iti kot družba. In to je lahko prispevek recimo Slovenije, ki je jedrna država Evropske unije, ki absolutno ima močno podporo za evropsko integracijo in vidi svojo prihodnost v Evropski uniji. In zato se mi zdi slovenski primer še toliko boljši, ker ljudje dejansko verjamejo v Evropsko unijo, ampak verjamejo, da se jo da reformirati. In to so recimo lahko tista veter v jadra kateregakoli zunanjega ministra v Sloveniji, da bi te zadeve tam odpiral in dejansko imel podporo ljudi, ker to je ključno. To je vedno igra na dveh nivojih. To smo videli recimo pri NATO.
Ena stvar je, kaj ti obljubiš zunaj, kaj ti govoriš zunaj. Druga stvar je potem povratna zanka doma. Zato igraš ti vedno igro na dveh nivojih. Eno v Bruslju, v Hagu, kjerkoli želite, drugo pa v Ljubljani oziroma v Mariboru, kakorkoli. Dejstvo je, da to mora biti usklajeno, ali pa moraš početi to, da imajo ljudje občutek, da je usklajeno. In to se nam je zgodilo recimo z NATO izdatki. Ljudje niso dobili občutka, da je usklajeno, ljudje niso dali podpore temu, potem pa smo se lovili 14 dni, a gremo na referendum ali ne. In tu se je videlo, da dejansko imamo opravka z zunanjo politiko, ki ni strateško premišljena, ki neke stvari dela ad hoc in ne razume, kakšnih posledic ima. Vprašanje izdatkov za NATO je vprašanje, ki je že od drugega Trumpovega mandata, že od konca prvega njegovega mandata na mizi. Bolj ali manj so vsi vedeli, da Trump kritizira nesolidarno participacijo znotraj NATO proračuna. Se pravi, kot nek predsednik vlade države, članice Evropske unije, si vedel, da bo na neki točki to na agendi. Se pravi, dober zunanji minister bi te zadeve odpiral že takrat, ko se je to izrisovalo. Zato, da bi tudi ljudje potem lažje te stvari predelali, ne? In tudi nekako si izoblikovali jasno stališče. To je počel recimo španski predsednik vlade, ki je na koncu se upognil, ampak dejstvo je, da je to delal z občutkom, ker je razumel, da je to igra na dveh nivojih. In to je tisto, kar nam manjka. To ni notranja politika per se. To je politika, kjer jo igraš zunaj, zasleduješ pa notranje interese. Legitimnosti daje pa javno mnenje. In to je ključno. Zunanja politika ni deplasirana, je zelo povezano zgodovinsko, kulturno, politično z notranjim okoljem. Odvisno je, kako ti to odpiraš, s kakšnim občutkom to odpiraš in kako potem to tudi strateško usmerijo, zato da ljudje to, če rečeva lahko po domače, pojejo. Super, da znaš to razložiti na dokaj poljuden način, da lahko recimo jaz, ki se ne spoznam tako dobro, razumem stvari in daj nam še zdaj razloži, prosim, Iran, Bližnji vzhod, kaj se trenutno tam dogaja, kako blizu smo miru, ki si ga verjetno vsi želimo, predvsem pa naše denarnice. Ja, jaz mislim, da vprašanje ameriško-izraelske agresije na Iran je vprašanje v bistvu iracionalnih racionalizmov. Zakaj o tem govorim? Zato, ker nobena racionalna analiza ne bi dala dejansko takega izida, da se gre dejansko intervenirati. Razumem, da so bile določeni potenciali, da si imel ulico v Iranu in da si skušal skozi ta vidik, torej v 48 urah, nekaj narediti z bombardiranjem, ampak si pa potem relativno kratko, oziroma v 5 dneh si ugotovil, da ni tistega pravega učinka, ni tistega pravega izplena, razen da si ubil vrhovnega voditelja Irana. In s tem si odprl Pandorino skrinjico neprecedenčnega odgovora. In ta neprecedenčni odgovor je šel v smer v bistvu ZDA s svojimi vojaškimi oporišči na Bližnjem vzhodu, je v grobem do danes, oziroma do takrat, ko so to počeli, zagotavljal tako imenovan Pax Americana, ameriški mir. Ameriška baza v Združenih arabskih emiratih je za Združene arabske emirate pomenil mir. Iran je to paradigmo skušal obrniti. Se pravi, nismo mi tisti, ki vas ogrožamo, ampak so Američani tisti, ki vas ogrožajo. In znotraj tega je postalo veliko bolj kompleksno. Absolutno arabski voditelji so avtokratski voditelji. So voditelji, ki ne dajo veliko na javno mnenje, tudi zaradi objektivne politične geneze. Kar pa je problematično za njih, pa je, da bi na prvo žogo skočili, odreagirali nazaj, zaradi tega, ker bi s tem izpadlo, da so v vojni proti Iranu skupaj z Izraelom. Izrael pa ni ravno najbolje zapisana država, vsi jo razumejo tam znotraj kot sionistično tvorbo, govorim v nekem javnem prostoru arabskem, in kot tako bi bilo nespametno na prvo žogo odigrati. Ne rečem, da ne bodo na tretjo, odvisno kam se bo odvilo, ampak situacija je nepredvidljiva. Dejstvo, kar je Iran naredil, ko je vrhovni poveljnik umrl, ko je postal mučenik, v eshatološkem smislu to pomeni, da je to največja oblika žrtvovanja za nek širši cilj in v tem primeru že to, da iranski režim preživi, je zmaga. Se pravi, moramo tudi te eshatološke vidike razumeti, pa šiitsko logiko tega, kaj pomeni žrtvovanje. Tudi njihova zgodba je bila, jaz sem vas čakal, jaz nisem šel v bunker, jaz sem bil doma. Torej, doma ste me ubili, jaz sem vas čakal. Se pravi, nisem se skrival. Če Iranci nimajo bunkrov, tudi jaz ne bom imel. To so psihološke igre, ki imajo ta element kohezivnosti znotraj. In to se je trenutno izkazalo za točno, vsaj do določene mere. Ni videti, da bi bili hujši družbeni pretresi v Iranu, ni videti, da bi ta režim padal, ker če bi ta režim padal, potem ne bi bilo dronov in bomb in nazaj raketiranja strani njih. In v tem so se vsi ujeli v spiralo.
Amerika ima ustrezen kontekst, da razglasi zmago. Uničili so praktično celotno mornarico, letalsko floto. Jedrski program je že bil leta 2025 uničen, tako da tudi tu je recimo lahko vprašanje, kaj so bili njihovi cilji. In za Trumpa je to lahko zaključeno. Z iranske strani režim je preživel, določene sankcije vezane na olje in nafto in ostalo so se umanjkale, tako da ima še ekonomsko zmago. In zato zdaj več ne govorimo toliko o teh nekih racionalnih potezah. Tudi zaradi tega, ker Netanjahu ni zaključil. Netanjahu še ni zaključil svojo igro v Iranu in verjame, da lahko še bolj z desetka, še bolj uniči Iran. Ljudje si niso predstavljali, da bo Iran tako odporen, da bo Iran dejansko de facto lahko zaprl Hormuško ožino. Ne bo za resno smislu, ampak de facto tako zelo omejil, da bodo ljudje lahko tankarji prestopali samo na njihov torej znak. In to so recimo tisti objektivni vidiki, kjer Iran očitno ni še rekel zadnje, tudi napada še naprej, očitno obstaja nezaupanje. Ne smemo pozabiti, kako Trump postopa. Trump se pogaja, potem udari. Verjetno, če bi iransko politično ali pa če bi midva bila danes del iranskega političnega vodstva, bi imela to pred očmi, da vedno, ko smo se pogajali po neuspešnem drugem krogu, je padalo po nama. Zato je verjetno tudi zelo težko pričakovati, da zdaj tretjič bomo pa rekli, ok, zdaj vam pa verjamemo, gospod Trump. Tako da tudi imamo ta psihološki element, nepredvidljiv element. In pa tudi to, da Trump trenutno ne ve, v katero smer bo zapeljal vse skupaj. Ali bo dejansko šel na otok Kark, ki je ključen, zato dejansko 90% iranske nafte gre prek tja. To pomeni, da bo tvegal še hujše posledice. Imamo tudi mine znotraj Hormuške ožine, tako da iranski režim še ima ogromno potencijala, da naredi še večjo disrupcijo. Če si že prej rekel denarnico, da nas še bolj škoduje, vidimo to pri bencinu. Ali pa bo enostavno iskal načine, kako ven iz tega. Se pa zdi, da Iran ne bo tu popuščal, vsaj tako se zdi na prvo žogo, da ima tisti 40-dnevni okvir. 40-dnevni okvir zato, ker imajo žalovanje za vrhovnim poveljnikom in znotraj teh 40 dni imaš to sočasnost, se pravi na eni strani absolutno ljudi, ki so jezni, frustrirani in žalostni na režim, na drugi strani pa ljudje, ki žalujejo za svojim vrhovnim poveljnikom. In znotraj te sočasnosti bo izjemno težko uvajati kakršnekoli nasilne proteste, ki bi kulminirali v padcu režima. Približujemo se nevarno tem 40 dnem in nekateri pravijo, imamo del analitikov, ki govori, da se bo vojna izpela počasi. Del analitikov pa pravi, da se ta vojna še kar nekaj časa ne bo izpela in da ne izključuje niti recimo dejansko ameriških škornjev na recimo na Kargu tam, da bi lahko nekaj naredili, tako da tu se mi zdi pa recimo še vprašanje, v katero smer gre. Kdo so pa zmagovalci, ne smemo pozabiti. Poraženci so vsi razen določene klike. V disciplini mednarodnih odnosov imamo zdaj že eno tako zelo bogato razpravo znotraj razprav o neorealizmu. Nekateri analitiki, raziskovalci, znanstveniki govorijo o klikah, že znotraj Trumpovih, Orbanovih, Vučićevih režimov, klikah, ki z vsakim takimi konflikti služijo. Trumpovi ljudje okoli Trumpa, orožarske industrije, naftne do določene mere industrije, tisti, ki se igrajo z delnicami, so zaslužili. In mogoče pa verjetno čas, da se začnemo tudi spraševati. Ponavadi imajo države vojsko, tu se pa zdi, da ima vojaški kompleks državo. Tako da tudi znotraj tega je treba iskati, kdo je zmagovalec. In ni nujno vse povezano z nekim racionalnim nacionalnim interesom, ampak je lahko povezano tudi z zaslužki, tudi v škodo, seveda, našim denarnicam. Kaj zdaj govoriš tudi o tem nekem vplivu dobesednem na naše življenja, kako pomembna je ta Hormuška ožina za recimo naš vsakdan, če bi lahko to nekako poenostavil? Približno 30% celotne svetovne nafte in plina gre skozi to ožino. Mislim, da je težko reči, da ta zadeva ni ključnega pomena za življenje, za cene, za inflacijske pritiske. Znotraj tega pa se dogaja še en širši, pomembnejši okvir in to je napadanje energetske infrastrukture, rušenje energetske infrastrukture. Tu ni več samo Iran, tu so tudi Katar in ostali, ne smemo pozabiti na katarski plin. Nadomeščanje tega predstavlja ameriški plin, kar pomeni, da ta plin je sam po sebi veliko dražji kot katarski. Vemo tudi, da zaradi objektivne ruske agresije na Ukrajino smo si zadali načrt ali pa cilj, da zmanjšamo energetsko odvisnost od Rusije, kar pomeni, da se ne moremo zanašati na ugoden ruski plin, tako da smo se znašli v situaciji, ko
ne moremo kupovati od Rusije, čeprav smo energetsko zares odvisni od njih, ne moremo ali pa ne bomo več mogli kupovati, če se bo to zadeva odvijala v tisto smer, od Katarcev in od ostalih, in bomo primorani kupovati dražji plin. In tudi znotraj tega lahko razmišljamo, zakaj evropske politične elite niso naklonjene intervenciji, zakaj so zelo previdne, zakaj ne želijo skakati na prvo žogo, Hormuško ožino odpreti v kontekstu plovbe, morja in pravice znotraj mednarodnega prava do prostih morja, ampak kaj več od tega pa zares ne, ker vedo, kakšne povratne zanke ima. Ne samo v finančnem smislu, ne smemo pozabiti tudi v ideološkem smislu. Iran ima tudi speče celice, iranski režim ima speče celice povsod. Če dobijo občutek, spomnite se na Irak, na Afganistan, na Sirijo, na Libijo, lahko je Evropa tudi tarča terorističnih napadov. In to ni nepomemben okvir za politično elito, da ne počne stvari, ki bi lahko imele povratno zanko na evropski vsak dan. Vedno, ko se je Evropa vključila, smo imeli potem London, pa smo imeli tudi Madrid, pa smo imeli Bruselj, pa smo imeli tudi Dunaj. Skratka, nismo imuni na te teroristična dejanja. In tudi vedno nam sporočajo, ne vmešavajte se v to. Češ, to je vaše dvorišče, ameriško igrišče, in znotraj tega je potrebno najti način, kako to zamejevati. Migracijski pritiski. Se pravi, nihče ne pomisli v ZDA, kaj pomeni za Evropo, če iranski režim razpade, kaj če pride do državljanske vojne, kakšni so to pritiski na Turčijo in potem s povratno zanko v Evropo. Sirijo smo komaj normalizirali, kolikor tolikor. Kaj je bila prva stvar, ko je Merz rekel? Ocenjujemo, da bo v naslednjih letih približno 80,000 Sircev se vrnilo domov. Torej, repatriacije. Enako dela Avstrija, enako počne tudi Švedska. To so stvari, s katerimi se politične elite morajo ukvarjati. Da se ne bo zgodilo in prišli v situacijo, ko bodo s preveliko stopnjo izpostavljenosti preveč izpostavili svoje državljane in ujezili svoje državljane, in dejansko potem izgubili svoje stolčke. Lahko kakšne vzporednice vlečemo pri tem ameriškem vpletanju v zadeve recimo z Venezuelo, ki smo spremljali na prelomu leta. Je to vse skupaj tudi povezano? Je to nek načrt Trumpov? Ja, Trump je v bistvu to nacionalno varnostno strategijo in zunanjo politično strategijo vezal na vprašanje zahodne hemisfere, kjer je dal tudi Evropi jasno vedeti, da bo morala sama poskrbeti za svoje zadeve, tako da tudi znotraj tega Evropi da jasno vedeti. Ampak kar se tiče svoje intervencionistično politiko, absolutno. Pri Venezueli je bilo vprašanje nenaklonjenega političnega vodstva in ga je bilo potrebno zamenjati. Tam je torej to storil v 48 urah, kjer je razumel, da borzna reakcija ne bo takšna, kot je bila v Iranu, ker to okno dejansko mogoče, ko se borze zaprejo v petek zvečer, se potem v ponedeljek zjutraj prve odprejo in potem popoldne pokažejo trend v Ameriki. Zelo pomembne so delnice in pa borze za Trumpa in znotraj tega je on potem to zapopadel. Pokazal je, da je odločen, to, kar vedno pokaže. Pokazal je torej, da ni dolgotrajne narave, kar je ključno za maga volivce, se pravi, da vejo, da ne gre za večne vojne. To mislim, da je izjemno pomembno za njihove volilno bazo in torej tudi izgublja, zato ker ta vojna pa zdaj že kar vleče, pa kar stane približno milijardo dolarjev na dan in tu je Trump pokazal tudi, da ni nujno nenaklonjen režimom. Spravi, Madura je zamenjala Darcy, spravi podpredsednica, ki je v bistvu še vedno del tega režima, samo bolj naklonjena je Trumpu kot takem. Se to lahko zgodi v Iranu? To je želel Trump. Trump je želel najti svojega vrhovnega poveljnika ali pa vsaj nekoga, ki bi bil bolj naklonjen Ameriki. Lahko pa seveda dobršen del analitikov opozarja na širšo igro. Širšo tehnološko igro, ki jo ima ZDA s Kitajsko. Ne smemo pozabiti, da recimo 19 od 20 kritičnih materialov obvladuje Kitajska in ima seveda tu absolutno prednost in z ozirom v to, da dejansko vlaga v raziskave in razvoj z ogromnimi odstotki BDP-ja, trenutno se približuje celo 5% BDP-ja in to ima namen ustvarjati, pomeni, da bo delala dejansko razvojni razkorak, tehnološki razkorak v odnosu do ZDA. Venezuela je bila pomembna z vidika nafte za Kitajsko, tudi Iran je, približno 90% iranske nafte gre v Kitajsko, Roma ne nazadnje tja in to približno med 10 in 15% celotnih potreb kitajskih zagotavlja. Tako da tudi na ta način lahko gledamo. Se pravi, absolutno je pomembno, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu, v tem primeru zahodni hemisferi in z Venezuelo, ampak je še bolj pomembno, kako zamejuješ potencialni vpliv Kitajske. Verjetno je Trump težko gledal, da na njegovem dvorišču, torej ker dejansko Venezuela pa je njegovo dvorišče, Kitajska tako zelo dobro posluje.
Ne? In tudi tu lahko razmišljamo Trumpa kot nekoga, ki ima rad odločnost, ki je rad nepredvidljiv, ki je rad, da je po njegovo, ima zelo rad nafto. Recimo v intervjujih iz 80. in 90. let v Ameriki, ko je še bil podjetnik, je dejal, da so vsi v bistvu šleve politiki v Ameriki in da je iranska nafta zelo zanimiva. Tako da je že sam povedal iz zgodovine, da ga zanima iranska nafta, ki je objektivno dobra v odnosu do venezuelske, ki je drugačne sestave in dejansko potrebuješ rafinerijo, ki jo Američani imajo, zato da ta nafta dobi ustrezen smisel. In Netanjahuju se je poklopilo on že v 90. let, tudi knjigo je mimogrede napisal na to temo, kako Iran ukvarja kot eksistencialno grožnjo in seveda tudi vedno ustvarja ta hype, da je Iran teden dni omaknjen od jedrskega orožja. Tako da za oba je Iran pomemben, za Trumpa v tem naftno-energetsko-kapitalskem smislu, za Izrael oziroma Netanjahu je pa v njegovem eksistencialnem ali pa osebnostnem smislu je pomemben. In znotraj tega je potrebno potem iskati vedno te paradokse. Jaz vedno pravim, da v današnjem času je politika izredno personalna, izjemno individualistično naravnana, ni več kolektivnega odločanja, ampak gre za neke osebne značajske lastnosti voditeljev in pa ljudi, ki so okoli njih. In velikokrat se je že zgodilo v zgodovini, da so se svetovalci motili. Kar me je pa najbolj strah, in to tudi vidim v regiji, da svetovalci enostavno soobstajajo z voditelji, ki so egoistični, ki so egocentrični, narcisistični in ne želijo slišati resnice in jim prikrajajo resnico. In jaz ne izključujem, da Trump nima vseh podatkov na voljo, ne razpolaga z realnimi podatki v času in prostoru, zaradi tega je tudi težko potem racionalno analizo delati, recimo, da bi bila invazija. Invazija pomeni, da bi ne boj, mesarsko klanje bi bilo, ampak je v nekem danem času ne morem več izključiti, zato ker ne moreš več racionalno prijeti politik, ki jo vodijo določene ljudje, tudi zaradi svetovalcev in tudi zaradi tega, da enostavno vsi živijo v svojih balonih, med seboj si ne zaupajo, hijensko, jastrebarsko postopajo, komovčkajo se, hkrati pa enostavno ne upajo naliti svojim voditeljem čistega vina, ker vedo, da bi lahko izgubili službo. O ameriškem imperializmu me še zanima to, zdaj nekako je Grenlandija malo pozabljena, je Kuba naslednja tarča Amerike. Ja, tako se zdi. Grenlandija je pozabljena morda za Trumpa, ni pa pozabljena za Evropo. Evropa se je verjetno zapomnila od carin naprej, pa tudi Grenlandije, kako Trump postopa z njimi. In tudi to vzame v obzir, ko snuje politiko. Absolutno je Kuba za Trumpa naslednja. Trump absolutno potrebuje znotraj zahodne hemisfere sebi naklonjene režime, tako da absolutno Kuba je tista država, ki jo bo Trump tangiral, ampak v tem trenutku se mora ukvarjati z Iranom, zato ker mu stvari ne gredo po načrtih. Dobro. Še nekaj istočnic imam, pa smo že z uro tam, ko Anja pomaha, oziroma je že pomahala nekaj časa nazaj, ampak vseeno. Bova kratka. Evo, to smo načeli, že ko si vstopil v redakcijo in srečal Jona. Madžarske volitve se bližajo. Je tudi v tej smeri kaj hajpa prisotnega s tvoje strani, obeta se po dolgem času neka sprememba, bo Tisa z Madžarom zmagala in premagala avtoritarca Orbana? Tako se zdi. Zdi se, da je Madžar zelo dobro ocenil situacijo in to je lahko tudi nek nauk kogarkoli, ki želi v bistvu kandidirati za to, da bi bil predsednik vlade. Madžar je razumel, v kateri točki je potrebno dejansko izpostaviti, autirati neke sporne prakse in se od tega umakniti. In Madžar je točno to naredil. Takrat, ko je prišlo do tiste afere z zlorabami otrok v tistih delovnovarstvenih zavodih, se je odločil, da bo dejansko prekinil vez, šel ven in dejansko Orbana predstavil kot nekoga, ki je moralno sprijen oziroma koruptiven, ki več ne vidi situacije na ustrezen način. Pomembno je bilo, seveda spet tudi govoriva o osebnem, in to osebno je zelo pomembno tudi v slovenskem kontekstu. Takrat je Orban čez ramo vrgel njegovo nekdanjo ženo, se pravi ministrico za pravosodje. In to so seveda potem tisti neki notranji katalizatorji za spremembe. In on je to počel s filigramsko natančnostjo. Razumel je, da ne potrebuje pretirano spreminjati smeri, veš, čim upravlja, gre za tradicionalno bolj konzervativno družbo, kjer ne more eksperimentirati z določenimi vsebinami, kjer pa lahko naredi preskoke, pa ta izolacija. Orban je vse bolj izoliran v odnosu do Evropske unije. Približno 16 milijard
evrov je zamrznenih, ki jih krčevito Madžarska potrebuje za svoje razvojne investicije. In Madžar to obljublja. Ne obljublja, da se bo ideološko pretirano spremenil in pa zagovarjal drugačne stvari, bo pa spremenil odnos do uradnega Bruslja. Tudi uradni Bruselj sporoča, mimogrede, če Orban zmaga, kaj lahko naredijo. Ni izključen niti scenarij, da bi ga skušali kar vreči ven iz Evropske unije. Definitivno se pa z njim več ne pogovarja. In v tem kontekstu je Madžar razumel, da se mora jasno distancirati od Orbana, jasno komunicirati. Tudi Orban je želel vse možne prikrite, obveščevalne in ostale manevre uporabiti za to, da bi razbil Madžara, da bi razbil ta njegov emancipatorni položaj, ampak kaj je Madžar ustrezno naredil? Prišel je iskreno ven pred javnost in rekel, ja, ta posnetek obstaja, to sem naredil. Skratka, vzel je narativo, iskreno je postopil, transparentno je postopil in leto dni se ukvarjal s tem kot evropski poslanec, ker je bil vmes izvoljen, seveda Tisa je takrat dobila ustrezen rezultat. Kot evropski poslanec je obiskoval celotno Madžarsko, se pravi z kamionom, z avtom, z različnimi megafoni, mikrofoni, se je pogovarjal z ljudmi, razumel je, da so centri, urbana območja bolj ali manj njegova, ker so anti-orbanovska, tisto, kjer je pa problem, se pa podeželje, zaselki, vasi, kjer ima Orban izrazito močno mrežo, tudi medijsko prezenco v kontekstu tega, da je seveda medijski konglomerat združen pod enim podjetjem in pod njegovimi oligarhi. In je razumel, da se mora pogovarjati z ljudmi in zato pravim, da je to lahko nauk za vse tiste, ki bi si želeli kaj narediti, da dejansko terensko delo pomaga, da je terensko delo ključno pri tem, da ti svojo idejo prideš ven, da ljudje absolutno niso nenaklonjeni alternativam, samo mora se jim jasno izrisati. In to jasno izrisanje pomeni dati škornje gor, iti tudi po 12 ur na teren, se pogovarjati z ljudmi, tudi kako slišati na svoj račun, kako kritiko, zato da lahko napreduješ. In to je Madžar dobro naredil. Madžar se samo s tem ukvarja, pogovarja se z ljudmi, z mikrofoni, javne panele, javne razprave in očitno se zdi, da ne samo, da bi lahko zmagal, ampak da bi dejansko dobil to dvotretjinsko večino, ki je ključna za to, da dejansko lahko obrne Madžarsko v neko drugo smer, v bolj produktivno smer. Ne? In vse, kar Orban lahko naredi, je, da reče, da je ukrajinski agent. Orban ima v Sloveniji znane sogovornike. Kdo je lahko Madžarov sogovornik v Sloveniji? Mislim, da bo Madžarov sogovornik predvsem tu pri nas vladajoča koalicija. Katerakoli. Jaz mislim, da Madžar je ideološko v tem smislu razbremenjen. Njegov ključen cilj je, da se vrne nazaj v Evropo. To se paradoksalno sliši res čudno, ampak Orban je izoliran. Velikokrat mi tudi pravijo ljudje, ki delajo po madžarskih veleposlaništvih, da enostavno se z njimi več ne pogovarjajo, da njihovi veleposlaniki ostanejo izven sob, da jim rečejo kolege veleposlaniki držav članic Evropske unije, da nimajo tukaj zdaj početi, ker se oni pogovarjajo o temah, kjer oni niso usklajeni. Tako da mislim, da je Madžarova ključna stvar se vrniti nazaj v evropsko strukturo. In znotraj tega je povsem vseeno, kdo bo sogovornik. Zaradi tega, ker ne glede na to, ali bo vlada pri nas sestavljena na strani Goloba, Janše, koga tretjega, vsi ti so pokazali, da je njihovo normativno sidro Evropska unija in mislim, da ne bi Madžar imel težav s tem. Ampak madžarski denar je v Sloveniji vseeno najprej kot madžarskih državnih firm, pa tudi privatnih spodbujal desni pol, recimo pa firme, medije, kakorkoli povezane z SDS-om. Se to lahko recimo z dvotretjinsko zmago Madžara spremeni ali pa pač, mislim, kako potem poteka ta komunikacija? Je odvisno, kaj bodo njegove prioritete. Če njegova prioriteta se vrniti v Evropo, bo mogel pokazati na področju vladavine prava napredke. Vsi bodo želeli na nek način to normalizacijo, kar pomeni, da bo moral tudi te stvari razbijati, ustrezno medijsko svobodo začeti zagotavljati, medije neodvisne institucije, tako da znotraj tega bo lahko veliko novih elementov ali pa momentov, tudi z novo politično elito pridejo tudi potem novi politični interesi. Zato pravim, da je tu preuranjeno karkoli reči, mogoče se sploh ne bo ukvarjal s Slovenijo na ta način ali pa ga bo ravno zaradi tega toliko bolj zintrigirala, ker vem, da je velika frustracija na strani madžarskih diplomatskih elit, češ Madžarska ogromno vlaga v Slovenijo, mi imamo pa takšen negativen odnos do njih ali pa ne vlagamo na enako simetričen način na Madžarsko. Tako da v javni diplomaciji si želijo spremeniti svoj imidž in verjetno je tu ravno okno priložnosti, ker madžarski imidž je inherentno povezan z Orbanom.
Ko Orbana več ne bo, imamo novo priložnost, da predrugačimo ta odnos. Madžarska je naša soseda. Če ga ne bo, ne. Če ga ne bo. Bomo videli. Luka Lisjak Gabrielčič je za podcast ob 8 oziroma oddajo ob 8 rekel, da zadnje so javnomnenjske ankete na Madžarskem trofle ob zadnji vrnitvi, torej Orbana na oblast, oziroma ko je zdaj na oblasti tako dolgo, tako da je kar nekaj časa od tega že minilo. Madžarska zaenkrat podčrtana, seveda bomo zadeve na Večeru spremljali še naprej, obeta se tudi obisk Madžarske pred volitvami. Še ena stvar res aktualna in na kratko, volitve so bile lokalne v Srbiji, na zadnje, ko si bil tukaj, sva se veliko pogovarjala o Srbiji. Kmalu se tam obetajo tudi tiste pomembnejše, večje volitve, ne še, mislim, da letos, ampak v začetku leta, to verjetno ti bolje veš, ne, ampak kak si, recimo, si presenečen nad to zmago Vučića tudi na teh lokalnih volitvah, 10-0, ne, so objavili ob navijaškem skandiranju v Vučićevem štabu. Nisem niti malo presenečen. Zdi se, da so študenti, to, kar sva tudi leta dni nazaj govorila, razumeli sporočilo, da se je potrebno politično angažirati, da je potrebno ustvariti ustrezen političen kontekst, ampak zaenkrat so še vedno preveč fragmentirani. Nekatere lokalne liste sodelujejo z opozicijo, nekatere ne, nekatere so bolj v smer SNS-a, nekatere so v drugo smer, ker gre za heterogeno združenje. In SNS ima vse vzvode oblasti, tako da oni po inercu dela in vlada, tudi s svojimi batinaši, če želite, ogromno je bilo tudi teh poročanj strani NN Srbije, klicnih centrov in vseh ostalih stvari, ki jih SNS zmore, od fantomskih list, se pravi, tudi to so naredili, recimo spin-off strank, recimo, ne vem, Iniciativa mladih ali pa Mladi za, se pravi, so naredili mimikrijo neke politične stranke, zato da so se ljudje zmedli na volitvah, so bile pa fantomske liste. Skratka, vse možne stvari so uporabljali za to, da bi se izognili scenariju, kjer bi kjerkoli izgubili. S takimi potezami konsolidirajo oblast. Mislim, da je to za Vučića in njegovem imaginariju koristno, zato ker vemo, da rad koristi predčasne volitve kot institut za to, da dejansko usmeri ta trend padanja. Tega ni mogel narediti, ker se je dejansko ustrašil, ampak zdaj z temi lokalnimi volitvami postaja vse bolj suveren in ustrezno koraka proti novi zmagi, vkolikor se študenti ne bodo usedli skupaj z opozicijo in dorekli recimo 0. točko programa, in to je recimo to, kar v Sloveniji znamo, da ne glasujemo za, ampak glasujemo proti, in verjetno se bo tudi v Srbiji moralo to zgoditi, da glasujejo proti Vučiću, ne pa za nekoga tretjega. Pa do tiste točke pridemo, je pa malce bolj zahtevno kot kjerkoli drugje. Vučićeva vladavina je dolgotrajna, mediji so z nacionalnimi frekvencami bolj ali manj aglomerirani, urbana središča so tam tisti potenciali, kjer je anti-Vučić sentiment, ampak ostajajo močni zaselki podeželja, kjer ljudje nimajo drugega kot nacionalne frekvence in vidijo dejansko študente kot teroriste, študente kot del nekih barvnih revolucij strani Hrvaške in ostalih, ki skušajo škoditi Srbiji. Tako da tudi ti študenti bodo morali najprej se dogovoriti z opozicijo, v kakšni formi iti na volitve, in B, dati škornje gor in nadaljevati to, kar so začeli na začetku, od mesta do mesta, se pogovarjati, govoriti o zgodbah, predstaviti ljudem, čem je problem, zakaj si prizadevajo za zamenjavo oblasti, in potem na volitvah iti na to, da osporavajo volitve. Na enak način, kot je Milošević izgubil. To bo dvofazen proces. Najprej bo treba na volitvah bo treba razglasiti zmago in potem spodbijati legitimnost volitev. Vučić se ne bo predal, ne bo šel nikamor. Vse močnejši je v takih zgodbah, z lokalnimi zmagami pa še bolj ohrabljen. Študenti so verjetno tudi malo bolj demotivirani, tako da zdaj je vprašanje, do kam bodo lahko prišli. Za Vučića pa ključen Expo. Teh 17 milijard denarja, ki ga bodo razdelili seveda naklonjenim podjetjem, investitorjem, skratka ogromen kompleks, in to je v bistvu infrastruktura kot propaganda, enako kot Beograd na vodi in ostalo, je tudi to infrastruktura kot propaganda, zato ker ljudje to vidijo. Tako kot vidijo avtoceste, bodo videli, on pravi, leteče taksije, ampak videli bodo, da Srbija je center sveta, tudi če za en teden, ampak bo center sveta, in to je tisto, kar pušča psihološke posledice. Češ, ali bi študenti lahko to dosegli? Verjetno ne. Ali to lahko Vučić? Očitno ja. In to je tista psihološka igra, ki jo bodo študenti mogli skupaj z opozicijo prebiti, če bodo želeli računati na karkoli. Rabi Srbija
pa srpska opozicija enega srpskega Mađara. Ja, tako se zdi, potrebuje nekoga, ki bo prišel definitivno iz Vučićevega gnezda, ki bo pripravljen Vučića dejansko s podatki, tako kot Mađar, z konteksti, s klipi, z videoposnetki, z nekimi konkretnimi dokaznimi materiali avtirati v javnosti, pokazati, da je to moralno neodgovorno, sprijeno, dekadentno, katastrofalno in od te točke naprej graditi drugačno Srbijo z istimi ideološkimi predponami. Ne smemo pozabiti, ne more tam zmagati nek socialist, nek levičar, če želite, ne more zmagati nekdo, ki zelo dobro razume genezo Srpske nacionalne stranke, zelo dobro razume to multivektorsko politiko Vučića, igranja na različnih stolih, hkrati pa biti v ideološkem smislu relativno konzervativen. Na enak način kot Mađar. Se pravi, nekoga bo moral Vučić zelo uhuditi, zelo bo moral imeti eksistenčni krč in od tega potem peljati zgodbo naprej. Je trnava, zahtevna, enako je z Mađarom, ampak vedno se začne s posameznikom in ljudje potem sledijo. Okay. Zdaj pa res, čisto zadnje veleposlaništvo, do katerega bi šel delati, če bi zdaj lahko izbral? Mislim, da je stalno predstavništvo v Bruslu. Okay. Zanimivo. Hvala, Farid Skočan, za izčrpne odgovore, da dobimo tudi malo širši pogled v zunanjo politiko. Veselim se naslednjega srečanja. Tudi jaz. Zdravo in srečno, bralke in bralci, poslušalke in poslušalci, vi povabljeni še v zadnje 3 minute, ker izveste, kaj beremo v večeru v soboto in v nedeljo. Včasih Kočanove članke, prispevke, poglede berete tudi v sobotni prilogi in seveda v dnevnem časopisu. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, velikonočna številka sobotne priloge prinaša veliko poglobljenega branja s 3 močnimi intervjuji, iz ZDA pa reportažo s protestov zoper Donalda Trumpa. Petra Lesjak-Tušek je govorila s filozofom in predavateljem dr. Igorjem Škamperletom. Njegova prispodoba kot alpinista, ki se lahko nanaša tudi na volilni zid, je, da je zmaga na vrhu le začasen občutek dosežka, a po njej sledi zahteven, pogosto tudi nevaren sestop. O koalicijah je dejal, možni sta levo ali desno-sredinska vlada, vsekakor pa bi morala biti za razliko od prejšnje glede na rezultate sredinska. Ali ena ali druga opcija, morala se bo soočiti s kompleksnostjo nacionalnega, kakor tudi evropskega in svetovnega okvira. V pogovoru s Franjo Žižt pa dr. Rajko Muršič pravi: kot prvo moramo vedeti, da je velika noč predkrščanski praznik pomladi in vezan celo na mesečeve mene oziroma na mesečev ritem, kar pomeni, da je starejši globlji od večine stvari, ki nam opredeljujejo naše življenje. Zdaj pravzaprav prihajamo v čas aktivnosti, torej v leto. To je ena dobra popotnica, dobra izkušnja vsega skupaj. Če se velja še kaj spomniti, pa je, da kmalu za veliko nočjo prihaja tudi 1. maj. Kaj pa večer v nedeljo? Narava je zastonj terapija. Martina Klanščik-Potrč, bivša nogometašica terena najuspešnejših slovenskih gorskih in trail tekačic, o najbolj napornih podvigih, fizični in psihološki moči, ženskah v športu in o tem, ali se na njo ponosni tudi njeni učenci. Mi smo bolj popularni od Jezusa. Je na tem svetu sploh kdo, ki ni slišal za legendarne Beatle? Od njihovega razpada bo kmalu minilo že 60 let, vendar še danes poslušamo zgodbe in teorije o tem, zakaj so se Beatli razšli, teorije zarote o živih in umrlih članih skupine. Velika noč v Vatikanu s tradicionalnim slovenskim pridihom. Pri krašenju bazilike svetega Petra sta ob vatikanskih vrtnarjih tudi letos sodelovala Peter Ribič in floristka dr. Sabina Šegula iz Biotehničnega centra Naklo. To je njuna že 27. krasitev. In še preblisk Teodora Isaka Rubina, ameriškega psihiatra in pisatelja. Prijaznost je pomembnejša od modrosti in to spoznanje je začetek modrosti. Lep vikend!